Dober dan! Danes je nov dan in novih 10 000 korakov. Z ženo sva prišla v tretje največje dansko mesto, ki se imenuje Odense. Vabljeni z nama na sprehod. Živijo! Midva sva tako kakor ponavadi za obisk takih večjih mest izkoristila to, da je danes nedelja in zelo blizu centra sva tudi najdla parkirišče, ki je brezplačno. Zdaj imava samo za se odpraviti čez ta park, zelo lepo je urejen in tukaj lahko kot nalašč posnamem še tega gospoda, ki hrani ptice. Po kratkem sprehodu skozi ta lep park sva že prišla do starega dela mesta. Za izlet sva si izbrala Odense samo zaradi tega, ker sva na dopustu v mestu Fredericia, ki je od tukaj oddaljeno približno 50 km. Za tiste, ki morda ne veste, lahko povem, da je dopust na Danskem izbira za tiste turiste, ki ne marajo vročine. Tukaj smo zdaj sredi julija, sredi dneva ob 12. je približno 21 ali pa 22 stopinj Celzija. Res se vidi, da je nedelja, ker je tako malo ljudi, točno tako, kot je meni najbolj všeč. Ampak čist najbolj ta prva stvar, ki sva si jo zaželela danes pogledati, je pa rojstna hiša pravljičarja Hansa Christiana Andersena. Tole tukaj za mano je hiša, v kateri je Hans Christian Andersen odraščal. Njegova rojstna hiša je približno 500 metrov severno, tako da gremo pogledati še tja. Bi pa rad dodal, da sem se tudi jaz rodil in potem odraščal na dveh različnih naslovih, tako da Hans Christian ni prav nobena izjema. Zdaj, ko greva proti rojstni hiši Hansa Christiana Andersena, lahko povem na hitro še, da je Odense velik za približno 2 Maribora. Skozi center mesta je speljana tudi 2,5 kilometrska krožna Andersenova pot, ki je označena s temi stopali. Tole je njegova rojstna hiša, zraven je pa muzej, ki je v celoti posvečen njemu. Tako lepo super je na tem soncu se sprehajati, čudovito. Midva sva prehodila krožno pot Hansa Christiana Andersena. Dolga je 3 km, za njo sva porabila 36 minut, naredila sva pa po njej 3500 korakov. Zelo lepo se je dalo slediti tem stopalom in hkrati vidiš najlepše kotičke mesta Odense. Sem pa posnel najino hojo tudi na Stravi, tako da bom dal od spodaj v opis videa link. Midva se bova zdaj odpravila nekaj pojesti, ampak ne v McDonald's. Potem vam bom pa še povedal, koliko približno stane dopust na Danskem. Midva stva zdaj prišla v eno tako lepo, tipično dansko restauracijo, zelo lepo dekorirana in pričakujem, da bo tudi hrana odlična. So I'll try my best to translate. That's chicken salad and that's the egg and there's some plaice, the fish. Here's the Venus schnitzel. Yes. V bistvu je sistem tak, da dobiš ta meni, kjer označiš, katero jed bi rad imel. Oni prinesejo, ni važno, 4, 5, 6 jedi, to je en hod. In potem ponavljaš hode, kolikor upaš pojesti. Cena za vse skupaj je 189 danskih kron na osebo, kar je približno 25 evrov. Tako vsakič na listku označiš 4, 5, 6 jedi, to se šteje kot en hod, to ti prinese in zraven ti prinese nov prazen listek. Glede na to, da je Danska za nas kar precej draga država, je to zelo ugodna cena, ker to je v bistvu restauracija all you can eat oziroma vse, kar lahko poješ. Tako da za 25 evrov na osebo, kar lahko poješ, je zelo ugodna cena. Midva sva v vsakem hodu označila 5 jedi, zdaj čakava že na tretji hod. Thank you. Sva se kar najedla, tako da sva za četrti hod zbrala sladice. Thank you. Enjoy, guys. Thank you. Tudi sladice so super, kako vsa hrana do zdaj. V ceni kosila je vključena še kava, tako da spijeva še to, pa res greva naprej.
Pojedla sva, zdaj narediva še en manjši krog tle po mestu, pa se bomo pa počasi odpravila nazaj v apartma. Za kosilo sem plačal 511 danskih kron, kar je približno 68 evrov, ampak je treba imeti te cene v pravem kontekstu. Cene na Danskem so precej visoke, tukaj lahko vidimo, da je tudi ena srajca dražja od kosila. Za 1 evro dobite 7,5 danskih kron, tako da je tečaj zelo podoben kakor pri nekdanji hrvaški kuni, zaradi česar preračunavanje ni tako zahtevno. Recimo, samo pot na Dansko sploh ni tako draga. Jaz sem dal 200 evrov za letalske karte za oba v obe smeri. Tukaj sem najel avto za 3 tedne za 500 evrov, kar je približno 25 evrov na dan. Apartmaji so od 50 do 100 evrov, ampak to je stvar okusa, vsak si pač rezervira tisto, kar si lahko privošči in kar potrebuje. Cene v trgovinah so podobne našim, mogoče za odtenek višje. Recimo, če bi naše cene pomnožili z 1,5, bi dobili nekje danske cene po trgovinah. Povsem druga zgodba pa je, ko greš v restauracijo, da boš nekaj pojedel ali pa popil. Tam so pa cene naše krat 3, 4, lahko tudi 5. Jaz sem bil predvsem šokiran prvi dan, ko sem dal za en kozarc vina 12 evrov in sem najprej pomislil, če je to kakšna skrita kamera. Ampak sem hitro ugotovil, da so te cene za njih v restauracijah popolnoma normalne. Glavne jedi se pa gibljejo okrog 30, 35, tudi do 40 evrov za eno osebo. Tako da to, da sva dobila danes neomejeno število hodov za 25 evrov na osebo, to je bil prav posebej bonus, ki ga nisva pričakovala. Kar pa se tiče vožnje z avtomobilom, je liter benzina 13,5 danskih kron, kar je približno 1,80 evro. Jaz se počasi približujem današnjemu cilju 10.000 korakov. Moja soproga, ki ima krajše korake, jih ima pa že skoraj 12.000. Midva sva zdaj prišla nazaj na parkirišče, jaz sem zaključil parkiranje, imela sva tle avto 4 ure in 17 minut in vse to je bilo zastonj, najbrž zaradi tega, ker je nedelja. Tako, to bi bilo za danes vse. Hvala vam za pozornost, bodite fajn in se vidimo. Čau, čau! Čau, čau!